Dober dan vsi skupaj, to bo zadnji vlog za letos in danes se bom probal naučiti wheelie. To je v bistvu vožnja samo po zadnji gumi, tako da bomo videli, kako bo to šlo. Moram dati gumo gor, ker imamo trenutno sam na trenažerju. Bomo videli, kako bo šlo. Treniral bom na travi, tako da če se bo kaj zgodilo, da ne bom kaj uničil. Dajmo ga še malo spucati, ko ga že dolgo nisem. To bo, zdaj pa gumo gor. Evo, to smo. Zdaj pa dajmo probati. Evo, sprememba plana je trava toliko mokra, da se ne da nič, tako da sem spremenil lokacijo, bomo kar na betonu. Dajmo na delo. Ok, zgleda malo bolj lažje. Nisem mislil, da mi bo tako dobro šlo že na začetku. Tako da, nisem sam parkrat probal. Ojojoj, no da vidimo. Že malo prste zebe. Ampak glej, treba še trenirati. To je bilo že malo boljše. Zdaj ne vem, malo že tema. Po moje bom šel še na trenažer. Ja. Sem naredil, kar sem naredil. Bomo probali to.
Okay. Bom takole končal. Po moje bo v redu le za danes. Za prvič. Evo, smo nazaj noter na trenažerjo s prijateljem. Tako da, celo 2, lepo in lahko. Moja 1 urca, moče 1 in pol. Tako da, ja, bo zanimivo. Okay, I guess it's a really late ride for you, hey? 9 p.m.? Yeah. Boom. Konec leta je in naredili smo odličnih 20.000 km. Zdaj planiral sem narediti 17.000 km, kar bi bilo 3.000 km več kot lansko leto. Ampak ker sem to dosegel že oktobra, sem pa rekel, da bom na 20.000 potegnil. Tudi dosti je bilo treniranja. Enih 180 ur več kot lansko leto. Zdaj FTP sem tudi povečal na malo čez 5 vatov na kilo. Meni se zdi, da je 5,1. Naslednje leto upam na, po moje 5,5 je kar realna številka. To leto smo imeli prvo tekmovalno sezono, prvo resno tekmovalno sezono in sem končal na 5. mestu v moji kategoriji. Bil sem na maratonu Franje, kot vsako leto, končal na, meni se zdi, prvih 50. Ja, prvih 50. Zdaj to ne pomeni dosti, ker nas je sam 500 štartali zaradi te korone. Drugače pa sem naredil moj prvi V-Everest. V bistvu ta V-Everest ni bil glih planiran. Zdaj tisti dan sem mislil samo malo trenirati, 4-krat iti gor. Na začetku sem rekel, bom 2-3 naredil. Pa sem se malo pogovarjal po streamu, pa sem naredil 4, pa sem naredil 5. Pa sem pa rekel, da bom kar potegnil, bom kar Everest naredil. Tako da ja, odličen čas je bil, po 10 ur, tako da za prvič je bilo to odličen. Zdaj sem probal še naučiti te trike, torej po zadnji gumi, pa bunny hop, pa kaj takega, kar ti prije pol prav na dirki ali pa če prije do nesreče, pa da se ji izmuzneš. Naslednje leto upam na 23.000 km, moje to kar že malo velika cifra, ampak le bom probal. Saj sem rekel, 3.000 km več vsako leto, odkar kolesarim. Začel sem 5.000 prvo leto, 8.000 je bila pol moja prva celotna sezona, potem bilo 11, 14 in zdaj na mest 17 sem jih 20.000 naredil. Tako da bomo videli, 23.000 je, se da, ker sem na začetku leta nisem glih dosti treniral, tako da se po moje da potegniti še te 3.000 km. Tu je dodatnih 100 ur, tako da ja, se da, 100 ur več, to se da. To se še da nekako. Pa bom, bila pa že malo kriza potegniti 3.000 več. Naslednje leto, mislim, 2022. Naslednje leto tudi upam, da bom prišel v neko odlično ekipo, da bom bolj kolesaril za klub, ker zdaj trenutno sem v amaterskem in ja, hočem malo več od tega imeti, ker že toliko dosti kolesarim, da bi vsaj nekaj imel od kolesarjenja. Torej, kakor vidite, to leto sem dobil nov trenažer, torej Wahoo Kickr, nov trenažer, tako da je odlično trenažerjo, ni glasen. To je kot noč pa dan, če primerjam z mojim prejšnjim trenažerjem. Neumen trenažer. 2 tedne nazaj sem šel eno nadstropje dol, tako da imam več placa, več prezračevanja, tako da je lažje trenirati. Dobili smo tudi GoPro, torej kamera, s katero zdaj snemam, kar bo ful dobro bilo za snemanje dirk. Torej do zdaj sem imel neko kitajsko varianto GoProja, ki mi ga je prijatelj posodil, ker se ga ni dosti uporabljal, tako da sem ga imel za tekme in kakor ste videli, če ste me spremljali med tekmami, ki sem jih imel, da je kvaliteta
šla kar dosti dol v enem letu. In samo zaradi tega, ker je leča, upraskana, ne vem kaj, zamegljena. Tako da ja, v enem letu je ta kamerca, Ampak glej, držalo je. Več ali manj sem imel v tam v hišju. Zdaj bo kvaliteta tekem torej odlična, ker ja, GoPro Hero 9, odlična stabilizacija. Sem že delal poskuse na kolesu po makadamih. V primerjavi s to, ko noč pa dan. Če še nisi naročen, klikni subscribe. Hvala vsem, ki me gledate, podpirate in se vidimo v naslednjem letu. Čau!